Upajmo, da nas bo zdržal tale let. Dobili smo prve obiske v naš nov dom na Švedskem. Mal pred novim letom sta prišla prijatelja iz Slovenije s svojima 2 psičkoma, pripeljala sta se s kamionom tam, kar je pomenilo, da je bilo to kar dolgo popotovanje, ampak sta srečno prispela. Prve dni smo tako izkoristili zunaj in odšli na jezero pogledati, če je že mogoče hoditi po ledeni površini. Danes bomo tudi sprobali tele Spark sani. Kupila sva jih v second hand shopu zanč, oziroma iz druge roke. Iskala sva jih že v vasi, če jih ima kdo kakšne stare, pa da bi jih obnovila. Ampak jih nihče ni imel, oziroma jih ni imel namena prodati. Pa nam je potem ena vaščanka povedala, da ta trgovina obstaja in da ima še 4. Tako da sva jih šla iskat. Hotela sva stare, zato ker sva lani po zimi že videla, da je boljš imeti stare, ker so bolj kakovostne, bolj gibljive, lažje jih je usmerjati. Poleg tega so pa ful cenejše kakor nove. Tako da ja, bomo danes videli, kako delujejo. Zdaj nek minimum ledu, ki naj bi zdržal človeka, je tam enih 5 cm, ampak to je res minimum, tako da večinoma Švedi priporočajo, da greš na led šele, ko ima 10 cm debeline. Mi smo preverili tam ob obali, nismo rabili niti vrtati, se vidi na razpokah, da je vsaj 10, ampak nismo pa ziher, kako je okrog, ker tam na obali vse najprej začne zamrzniti. In tudi nasplošno, tudi če si dokaj ziher, je fajn imeti tole opremo na ledu, sploh na začetku sezone, polk je enkrat let 30-40 cm, ni problema. V bistvu so take špice, da če se ti odre led, jih sam potegneš in se odvijajo in pa imaš takole špico, da se lahko z eno in z drugo roko in počasi ven potegneš, tako da to je res kar dobro imeti in lažje se rešiš in tudi če ne pride do te situacije, se malo boljš počutiš na ledu, za katerega nisi čisto ziher, da te bo zdržal. Tako da gremo probati. No, takole se da pa tudi na razpokah malo oceniti, koliko je debel led. Tlele bi rekel, da je nekje med 5 in 10 centi. Mogoče na posnetku ne izgleda glih, oziroma je težko reči, ampak pol te razpoke takole čez celo jezero potujejo in ja, so dober indikator debeline ledu. Eni drsajo, eni zasankamo, kužkom pa malo drsi, ampak so pridni. Šnovka in Felix sta ovčarja z veliko dlake, tako da z mrazom nimata težav. Je pa kelba malo drugačna, nima preveč dlake, ker so jo najdeli v zahodni Sahari, tako da je čisti puščavski kuža in jo je seveda zelo zebel. Tako da smo potem kar na teh saneh okrog prevažali. Prvo se je malo bala, ampak potem se je navadila in je bila bolj zadovoljna, kakor da bi mogla po ledu hoditi. A uživate? Šnovka sicer z mrazom nima težav, tako da zebe je ne, ampak ima pa spomin od lanske zime, da led včasih zelo poka, malo tudi drsi, tako da jo malo strah, zato imamo rajš na povodcu, da ne zbeži na obalo in pa tudi zraven jo skozi malo nagrajujeva. Tako da letos zaenkrat, če nismo imeli težav, je kar zadovoljna tudi na ledu, sploh zato, ker res lahko divje laufa naokrog. Pridna si, zelo si pridna.
Na koncu se je let izkazal za dovolj trdnega in nas je zdržal, sicer smo vse čas malo spremljali te razpoke, tako da smo imeli skozi občutek, če smo videli, da se te let tanjša, smo se obrnili in šli po kakšni drugi poti. Tako da zdaj nas ne skrbi, v naslednjih dneh naj bi bil vse čas minus in mislimo, da bo prej ali slej toliko zaledenel jezero, da nas ne bo skrbel, da bi se kje udarili. Sicer je bil pa let zelo zanimiv, res čista prav bister črn let. To se zgodi samo, kadar najprej zamrzuje, brez sneženja, če se to dogaja sočasno, če zraven še sneži, je let precej bolj moten, kasneje pa itak sneg prekrije. Tako da je bil to res zelo, zelo lep dan in smo zelo uživali in vsem je bilo zelo všeč.